Kako se imate punce? Super. Danes imamo še sonček, evo, včeraj je bil dež. Luštan se imamo. Ti si pobudnica dekliškega kempa, ne? Ja. Zakaj? Zato, ker si punca? Ali... Pa... Kaj pa jaz vem, zaradi tega, ker se mi zdi, da rabimo to, glede na to, da je tamle par kilometrov stran to že tako pač praksa in ne vem, zakaj ne bi. Pa se mi zdi, da vedno več punc vozi in zakaj jih ne bi naučili, pa kakšne navdušili. Pa tako malo, pa glede na to, da pač meni ta šport fajn, da lahko tudi malo mojo znamko tako predstavim. Kako ti je ime? Monika. In kako zadovoljna? Dober. Kaj si naučila? Vse. Kako past? Tudi. Kako si ne zlomiti česa? Tudi to je. In zdaj si hitra in predrzna? Rečemo. Živijo, jaz sem Nataša. Tako sem vesela, da sem se lahko udeležila tega kempa. Moram malo z organizatorjem. Mislim, da je ena zelo dobra izkušnja, da se naučiš malo res osnove tehnike, da se potem tudi sam lažje zapelješ po kakšnem zahtevnem terenu. Živja, kaj naj rečem, priporočam vsem puncam, super je. Kaj se pa zvečer dogaja na dekliškem kempu? Greš spat, ker si ful utrujen, ker se ful dela čez dan. Ful tehnike, ful pač res adrenalin, novi občutki in kar naporen. Je lažje takole, kot med fanti, misliš? Drugačna krivulja? Imaš skozi konkurento, pa skozi tisti občutek, da moraš nekaj višji, pa nekaj... Tlele pa je nekako na ta nivo. Se pravi, drugačna krivulja učenja, bi temu rekli, ne? Ja, bolj tako z razumevanjem, da smo le spoli med sabo drugačni, no. Čeprav ne rečem, da je pa razlika v tem, kdo si več upa, no. To pa po mojem ni. 200 pulza imam, ne morem govoriti. A s pulz metrom voziš? Ne, pa čutim, da mi bo body armor odpel. Kad downhilla si res ne voziš s pulz metrom. Se pravim, da ga ne rabim. Nič, prvič smo odpeljali vol, to je to. Pa skočil, kaj je že Gorazd rekel. En gepek. En gepek, ja. To je to. Pravi, gepi bodo postajali vedno večji. Bomo videli, počas. In voli vedno bolj strmi. Ne, bomo se držali tam malih zaenkrat. Kaj tebi to? Freeride, furanje, zabava, mogoče kakšen dirkaški apetit kdaj? Ne, to pa že ne. Zabava. Uživati pa se sprostiti. Pozabiti na vse ostalo. To je to. Kakšni paci? Bog ne daj. Brez pacev, kaj? Računam na čim manj, no. Če enkrat na dan ne padeš, to pomeni, da nisi bila dosti blizu meje, oziroma manj, ne? Fair enough. Ne bom presegla meje. Takoj podpišem. Ne rabam je presežiti. Maribor, v Kranjski Gori. To pomeni, da v Bike Parku Pohorje ni kempa za dekleta. Ni 11 Star Girls Campa, tako da... Znamka te je pritegnila? Ja. Pa kemp nasploh ne, da se naučiš nekaj novega. Fino, se pravi girl power, vse slovenski praviš? Seveda. Še malo pa nas bo več kot fantov. Neki tajite, pasce pa to, se res nič ne vale tih treh? Nič skoraj da ne. Mi smo že tako dobre, da imamo dobre učitele pa obvladamo. V teh fantovskih kempih, ne, ker drugi hormoni delujejo? Ja, vsej. Fanti, pač ne. Kako ti je všeč tole? Zelo. Zabavno je. Boš kot fantje, ne? Ja. Še sploh, ko je 11 Star organizator. Kaj si to pomeni, da se boste dobila takole enkrat na leto, ali bo to kakšno furanje punc v kakšnih drugih oblikah še? To pa ne vem, upam, da bo še kaj, no. Da se bom še kaj videla, pa da bom še kaj odkurala. Prvič pri nas, ne, slovenski Girls Camp. Pred leti je bil poskus avstrijskega organizatorja. Sicer je rato, ampak zelo malo deklet letos, pa moram reči, da jih je bilo 8 prijavljenih, ena je nažalost zlomila roko en teden pred kempom, tako da jih je 7. Od let 13
Zdaj pa ne vem, lahko to najstarejšo povem, meni se, da je 37, ampak se ne da vedeti, kjera je, tako dobro se zgledajo kolesarke. Imamo dve skupini, smo jih razdelili glede na znanje, ene par je začetnic, čistih začetnic, ampak to so samo prve dopoldne bile, pa zdaj že vse vozijo večino prok v parku, da vreme nam gre na roko, punce so zadovoljne, tako da ne vem, Polona vodi to, se pravi smo hoteli, da vse v ženski režiji, da če so ženske udeleženke, tudi ženska vodja. Mi dva s Tinetom kot učitelja pomagava zraven, potem mešamo malo skupine, zato da je malo drugačen pristop do učenja, da ni monotono in dolgočasno in moram reči, da super poteka.